Dober dan. Svetovna zveza gluhih je leta 1959, tretjo soboto v septembru, izbrala za mednarodni dan gluhih. Ta dan 70 milijonov gluhih po vsem svetu opozarja širšo javnost, da so še vedno vse prepogosto odrinjeni iz družabnega in socialnega življenja slišeče družbe. Javnost med drugim seznanjajo tudi s kulturo manjšin in znakovnim jezikom. Gluhi v Sloveniji organizirano delujejo od leta 1931. Med najstarejšimi invalidskimi organizacijami pri nas je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Kot največji problem so letos poudarili diskriminacijo gluhih v procesu izobraževanja, saj še vedno opažajo velike ovire pri izobraževanju gluhih v znakovnem jeziku. Zato je bila osrednja misel ob mednarodnem dnevu gluhih, da gluhe osebe s svojim jezikom zmorejo vse. Mednarodni dan gluhih se v večini primerov povezuje z znakovnim jezikom. Dejstvo pa je, da je čedalje več gluhih tudi. Letos je osrednja nacionalna prireditev pod častnim pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja potekala v Kopru, saj tamkajšnje društvo gluhih in naglušnih letos praznuje 60. obletnico delovanja. Od svoje ustanovitve je društvo pomagalo gluhim in naglušnim na vseh področjih življenja in dela. V društvu so se gluhi in naglušni srečevali na kulturnih, izobraževalnih, športnih in zabavnih prireditvah. Na začetku 80. let so dali pobudo za ustanovitev glasila Iz sveta tišine in za televizijsko oddajo Prisluhnimo tišini, ki jo je sprva predvajala TV Koper, pozneje pa TV Ljubljana. Slavja v Kopru se je udeležilo okoli 550 obiskovalcev iz Slovenije in sosednjih držav. Predsedniki in sekretarji vseh 13 lokalnih društev gluhih in naglušnih so se najprej udeležili sprejema pri podžupanu mestne občine Koper Petru Bolčiču. Lokalnemu društvu je zagotovil nadaljnjo podporo, sekretarji društev pa so ob protokolarnem srečanju v Pretorski palači izrazili svoja pričakovanja. Mi smo izredno počaščeni, da je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, da se je odločila današnji dan, ki je zelo pomemben ne samo za njih, ampak za vse, mednarodni dan gluhih, organizirati akademijo ravno v Kopru. V Kopru se zavedamo težave gluhih in naglušnih, s katerimi se srečujejo vsak dan v naši družbi. Verjamem in prepričan sem, da bi družba morala še marsikaj postoriti, da bi jim olajšala vsakodnevno življenje. V Kopru vse objekte, katere obnavljamo, poskrbimo, da imajo indukcijsko zanko. Z lokalnim, se pravi koprskim društvom, izredno dobro sodelujemo in sofinanciramo mnogo številne programe, katere oni organizirajo. Na enem mestu najdati in videti toliko ljudi, ki kretajo, ki imajo slušne aparate, je nekaj posebnega. Kjerkoli, vsako leto, ko pridemo na mednarodni dan, je to vzbuja pri slišečih ljudeh neko novo zanimanje, kaj pa je to, in s tem se tudi pridružujemo potem slišečim v smislu prepoznavanja te težke invalidnosti, ki pa je sicer nevidna. Ker je pa mednarodni dan gluhih oziroma teden gluhih v Sloveniji povezan tudi z akcijo mobilnosti, bi rad opozoril
vse akterje, ki pripravljajo telemobilnost, da mobilnost ni samo mobilnost avtomobila, ampak tudi premagovanje ovir, ki niso cestne ovire oziroma kakrkoli pločniki, ampak so to komunikacijske ovire, s katerimi se stalno srečujejo gluhi in zelo pogosto naglušni. Osrednjo nacionalno prireditev v Kopru si je ogledalo kar 450 gluhih iz vse Slovenije. Dvorana je bila nabito polna, gledalci pa so bili nad predstavo gluhe režiserke Lade Lištvanove navdušeni. Sonce sije v skupine posameznikov, ki v Sloveniji šteje je leta 1959 skupnosti drugi dom in je nepogrešljiv v življenju. Halo, pridi, greva. Poglej, dela. Računalnik ne dela. Ne dela in zato sem jezna. različnih invalidskih organizacij s predsednikom SIOS-a, gospodom Borisom Šuštarjem. Zavedamo se, da mora skrb za te skupine ljudi ostati. Pri uveljavljanju pravice do spremstva kot posebne oblike podpore. Neke vrednote oziroma neko zgodovino, ki jo je treba častiti. Gluha skupnost je bila sicer razočarana, ker se prireditve v Kopru ni udeležil nobeden od vabljenih visokih predstavnikov države, niti predstavnikov mestne občine Koper. In kako pomemben je ta sistem, ki je urejen, ki je kontroliran, kar se tiče financiranja invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. Ravno to zavedanje, imam tak občutek, ne bo rezultiralo v tem, da bi prišlo do nekih korenitih ali pa drastičnih sprememb v sistemu financiranja organizacij. Ob mednarodnem dnevu gluhih običajno gluhi izražajo tudi svoje potrebe in pa pričakovanja. In vse to, kar so do danes delali, je v resnici vedno premalo. Zato sem jih opozoril, da je prišel čas, ko naj nehajo prositi državo, ampak naj v resnici zahtevajo tisto, kar jim pripada, zato da bodo lahko enakovredni v tej družbi. Tisto, kar morajo gluhi pričeti zahtevati, je, da predvsem prvenstveno najprej dosežejo, da se njihov jezik, ki je priznan strani države, začne kot predmet poučevati v osnovni šoli skozi vzgojno-izobraževalni proces. V primerjavi z drugimi invalidskimi organizacijami je to skupina invalidov, ki dobi skorajda največ sredstev iz našega vira in takšna razmerja so pravzaprav logična, glede na to, da so pravice drugih invalidov v kakšni drugi zakonodaji delno že pokrite, pravice gluhih in naglušnih pa niso pokrite in je seveda pomembno, da takrat vstopa fundacija kot sofinancer na področjih, ki niso pokrite z neko državno skrbjo ali pa z nekimi drugimi sistemskimi zakoni. Marsikdo si težko predstavlja, da gluha oseba, ki lahko bere, ki vidi, da pravzaprav kljub temu težko komunicira, ker to ni njihov materin jezik, ampak je to znakovni jezik. In takšne prireditve nam odprejo oči, da potem lažje delujemo v svojem okolju, v okviru svojih pristojnosti.
In mislim, da je to res to druženje, ki se odvija v popoldanskem času, je izjemnega pomena za vse člane društev, ki se udeležijo srečanja. Bi pa potem tudi čestitala organizatorjem za prijetno izpeljan današnji dogodek. Gluhi poleg odrinjenosti na rob družbe opozarjajo tudi na neenake možnosti v izobraževanju, na precej manjše možnosti pri zaposlovanju in na to, da je zanje marsikatera tehnologija, ki bi jim lahko olajšala življenje, nedostopna. Zaradi velikega števila brezposelnih pa je socialni položaj gluhih med slabšimi v naši državi. To ti je bil pravi gavner, to ti ne bo verjeti vsega. Tiskarni smo spod delala, pa vem, kak je bilo. To ti je. Če najdeš koga takega, ko je on. Udeleženci Mednarodnega dneva gluhih so v popoldanskem času odložili skrbi in se posvetili rajanju. V Grand hotelu Bernardin je potekalo popoldansko neformalno srečanje. Tisti, ki ste letošnjo osrednjo nacionalno prireditev zamudili, pa boste imeli novo priložnost prihodnje leto.